Hvala, ker ste danes z nami, da počastimo 190-letnico smrti in 150-letnico rojstva generala Maistra in hkrati seveda posvetimo se večer tudi 21. marcu, svetovnemu dnevu pesništva. 6. maja 1867 sta se v Tomšičevi hiši v Trebnjem poročila Trebanka Frančiška Tomšič in Ptujčan Franz Maister. Njuni otroci so bili Artur 1868-1876, v 8 letu umrl zaradi davice, Ernest 1870-1897, v 27. letu umrl zaradi jetike in seveda današnji slavljenec. Rudolf Maister Vojanov se je rodil 29.3.1874 v Kamniku. Tu je končal 2 razreda ljudske šole, ostala 2 pa v Kranju. Gimnazijo je obiskoval v Kranju, 2. razred je moral ponavljati zaradi latinščine in pa v Ljubljani. Pri 13 letih mu je umrl oče, zato sta mu pri šolanju pomagala tudi teta Matilda in njen soprog Lovrenc Sebenikar, ki je bil tudi uradnik, skrbnik Maistrovih otrok. Verjetno se je Maister predvsem zaradi skromnega družinskega ekonomskega položaja 1892 vpisal na domobransko kadetnico Landwehr-Kadetenschule na Dunaju in v 2 letih tudi dokončal. S tem je postal poklicni vojak in tako po najhitrejši poti prišel do kruha. Bil je odličen risar vojaških položajev, telovadec, sabljač, plavalec, smučar in kolesar. Dotarno se je usposobil še v šolah za streljanje in jezdenje. 14.3.1905 se je v Šempetrski cerkvi v Ljubljani Maister poročil z 11 let mlajšo Marijo Stergar, hčerko sanitetnega inšpektorja Stergarja, ki je moral poroko podpreti s 50.000 avstrijskimi kronami, kakor so terjali takratni predpisi v avstrijski armadi. Imela sta 2 otroka, Hrvoj, 2.12.1905 Ljubljana, 17.6.1982 Pariz in Borut, 12.6.1908 Ljubljana, 21.1984 Maribor. Rudolf je kot oče bil dober, a strog. Maister je bil dejaven tudi na zahodnem delu takratne države. Kot predsednik komisije kraljevine SHS za razmejitev s kraljevino Italijo je dosegel, da je del ozemlja med Logacem, Uncem in Rakekom, po katerem so segali Italijani, ostal v Sloveniji. Maister je kot domoljub stalno imel težave z nemškimi nacionalisti. V času, ko je v Ljubljani že imel mlado družino, so ga 1.11.1908 premestili v PRZMYSL v daljno Galicijo, današnja Poljska. Odločitev je bila kazenska, vzrok pa njegova narodna ozaveščenost. Območje je bilo na skrajnem vzhodu Avstro-Ogrskega imperija in je veljalo za cesarsko Sibirijo. Posebej napeto je bilo spet spomladi 1917, ko so zoper Maistra kot odločnega slovenskega in jugoslovanskega nacionalista sprožili vojaško preiskavo pred Graškim vojnim sodiščem. Graška vojaška komisija je primer temeljito raziskala, ugotovila nekaj manjših nepravilnosti, od Maistra zahtevala in dobila opravičilo, ni pa se odločila za hujše sankcije. Z boji za severno mejo in pa razorožitvijo Šucvera 1.11.1918 je general Maister ohranil Maribor Slovencem in Sloveniji, nato še na štajerskem delu so severno mejo proti Avstriji. S tem je slovenščini in slovenski zemlji dal veljavo jezika, ki ga Nemci niso več mogli zatirati. Onemogočil je nemško gospodarsko prevlado
in omogočil razvoj slovenskega gospodarstva. V novih tovarnah so tisoči Slovencev našli delo in kruh. Organiziral je slovenske polke, vojaško silo, ki je Maribor severno slovensko mejo ohranjala Slovencem. Ta vojska je Avstriji sporočila, da branimo, kar je naše. Z vsem tem je Slovencem v Mariboru in drugod na slovenskem Štajerskem omogočil narodno in za vsakega Slovenca v teh naših krajih osebno samozavest. Rudolf Maister Vojanov je umrl 26.7.1934 na Uncu za posledicami kapi. Ob krsti v mariborski mestni hiši se mu je poklenilo 10.000 ljudi, na zadnjo pot pa ga je pospremilo 25.000. Pokopanje na Pobreškem pokopališču v Mariboru, prav tako žena Marija, ki ga je preživela za 4 leta, in tudi oba sinova, Hrvoj in Borut. Za konec še nekaj zanimivosti. Maister je bil tudi slikar in zbiratelj knjig. Nekatere njegove pesmi so uglasbene. Letos praznujemo 90-letnico generalove smrti in 150-letnico njegovega rojstva. Zato je slovenska vlada leto 2024 proglasila za Maistrovo leto. Obstaja zveza društev General Maister s 27 društvi na Primorskem edino v Piranu. Imamo pivovarno Maister, ki svoja varjenja poimenovala po znanih Slovencih. Rusjan, Vega, Novi, Linhart, Galos, Nordlug in seveda General Maister. Brskal sem po zemljevidu, najdi si in ugotovil. Približno na ozemlju, kjer se je general boril, imajo Maistrovo ulico. Maribor, Celje, Ptuj, Velenje, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi in morda še kje. Nimajo pa Dravograd, Slovenske Konjice, Pragersko, Polzela in morda še kje. Po Maistru se ulica imenuje v Ljubljani, Novem mestu, Murski Soboti, v Kranju pa ne. Seveda ima svojo ulico v rojstnem Kamniku. Od večjih krajev na Primorskem so na Maistra pozabili Bovec, Kobarid, Tolmin, Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Cerkno, Idrija, Ajdovščina, Vipava, Postojna, Pivka, Sežana, Divača, Koper, Piran, Portorož. Našo čast s poimenovanjem ulice so rešili Ilirska Bistrica, Izola, Lucija. V vseh prej naštetih mestih, kjer so se spomnili generala, imajo Maistrovo ulico, razen v Murski Soboti, kjer imajo ulico generala Maistra. Rudolf je izdal 2 pesniški zbirki. Maister je pesnik ljubezenskega, domovinskega in pokrajinskega motiva, mestoma lirski izpovedovalec, drugje spet objektivni oblikovalec teh troje snovi, je zapisal Franc Zadravec. Mihael Glavan pa za njegovo intelektualno rast in pesniško ustvarjalnost je bilo pomembno srečevanje in sodelovanje s člani društva Zadruga, ki so ga jeseni 1892 ustanovili iskrivi in nadarjeni ljubljanski dijaki, med njimi Ivan Cankar, Dragotin Kete, Los Krajger, Oton Župančič. Vse svoje življenje je čutil pripadnost tej generacijski skupini. Prisrčno prijateljstvo ga je v mladosti vezalo zlasti z Dragotinom Ketejem, kasneje pa z Otonom Župančičem, s katerim sta prijateljevala do generalove smrti. Tudi v pesmih je Rudolf pozival Slovence, da branijo svojo domovino. Kot na primer v pesmi Naprej, ki jo bo prebral Milan Petek Levokov. Prosim. Pozdravljeni. Še hvala Andrej za to odlično predstavitev Rudolfa Maistra, velikega moža Slovenije, ki bi rekel, velikega sina domovine. Mislim, da
eden izmed največjih in žal škoda, da nimamo še več tega tukaj na Primorskem, da bi imeli poimenovanja ulic in tako naprej. No, zdaj generala Maistra si lahko tudi, kako bi rekel, še srečate, če greste na Ptuj, tam na tržnici je obrnjen proti rojstni hiši svojega očeta, njegov kip normalni velikosti, tako general Maister gleda, to je tudi tako simbolično, ne samo pri očetu, proti severni meji na koncev. Tam je prežala nevarnost takrat za Slovenijo, oziroma za slovensko tisto štajersko. No, to pa je zdaj njegova pesem. Naprej. Bratje, tri glavo ognji gore, žarki kresovi, krvavi plameni, kakor silni meči ognjeni, ki sami arhangli vihte. Bratje, naša pomlad gre iz tal, bistra kot burja, močna koval. Naša domovja se je zagnala, trmo razklala, sonce skovala. Sonce kralja Matjaža dan. Bratje, v sedlo, vajeti v dlan, Drava nazove, Jadran rjove, vranci naj skrešijo trde podkove. Bratje, naprej. Hvala. Nazaj pa jih ni. Jemal jih je dan in jemala jih noč, a vriskali so vsi veseli in znagli po prsih, v zelenem v rokah, Bog ve, kam od nas so odpeli. In nihče ni vprašal, skod fantje gredo, kdo v strahu za njim zdaj plače. In nihče ni vprašal, če vrnejo kdaj pod ljube se strehe domače. In nihče ni vprašal, kdo križ zasadi tam zunaj pred daljno gomilo. Če fantom tem našim veselo srce bi v grenki samoti odbilo. Jemal jih je dan in jemala jih noč, pojoče, vse v pisanem cvetju, nazaj pa jih ni, od nikoder jih ni, ne tihih, ne v fantovskem petju. Hvala, Ljubo. Znal je biti kritičen, kar se občuti v pismi Mi. Prebrala jo bo Darinka Kozinc. Hvala, Andrej, za vso to predstavitev, pa tudi za pobudo. Andrej je bil namreč pobudnik tega srečanja današnjega oziroma današnjega pesniškega večera. Mi. April že poje v brezah aleluja. Škrjanček, svat ne kroži melodije, zemljica sonca žejne žarke pije in mlado cvetje znova se ponuja. In vse življenje k delu se prebuja, Slovenec samo čaka še Mesije, ki naj mu členkom trde spone zbije, v katere drznost ga je vrgla tuja. Po konci glavo, kaj te litanije, s pestjo in z bičem red doma postavi in vsiljenca na ženi z domačije. Če pa pogum in drugače pravi, kaj tarnaš, da te tujec v lice bije? Še krivi hrbet, na udar nastavi. Hvala, Darinka. Napisaj tudi zabavne, sproščujoče pesmi, naprimer Sveti Martin. Prebral jo bo Marko Pišljar. Prosim. Hvala za vabilo. Iz te pesmi se kaže pravzaprav še ena dimenzija tega velikega človeka. Gre za napitnico, jaz mislim. Možje z glave polhoke kosmate, k nam Sveti Martin gre v svate. Namesto las in brade za uhi mu suhi grozdi vise. Po vratih trka ves dan do večera in kjer se ustavi, tam kolje gosi, in kamor pride, tam pipe odpira in koder prisede, berače gosti. O, Sveti Martin je domač gospod, še kmeta pozdravlja. Z novinom v grenke dolgove popravlja, zato pa ne sme kar tako od tod. Dekleta, na mizo vina, izpili ga bomo bokal ali dva, na čast gospoda Martina, da drugo leto še boljšega da.
Hvala, Marko. Napisal je pa kakopak tudi ljubezenske pesmi. Včasih nekako žalostne, tragične, kot je Ptičja romanca. Prebrala jo bo Boženka Ilešič. Prosim. Pesem je napisal Rudolf Meister, zgleda, da je dobro poznal naravo, ptice in tudi ljudi. In zato je nastala Ptičja romanca. Bilo gnezdo v hruški stari, ščinkovec je v njem prebival, svojo mlado ženko. V senci jablane košate, ščinkal sosed je mladosten, dan za dnem sosedki. Poslušala ga je željno, ker je ščinkal z glasom sladkim, da jo ljubi strastno. Neko noč vihar divjal je, stokalo po vrtu drevje, strele so letele. In pod hruško ležal zjutraj, stari ščinkavec je mrtev, krvaveč iz prsi. In sosedke in sosedje bili vire vsi trdne, strela ga je ubila. V gnezdu pa je mladi sosed vdovo še s krvavim kljunom na srce poljubljal. Hvala, Boženka. Spet drugič pa so ljubezenske pesmi s sproščujočim koncem, kot naprimer Zimski večer. Prebral bom pa jaz, Andrej Golob. Zimski večer. Te zebe zlato dek leti, ker mrzli beli sneg leti. Hej, kaj nama bo beli sneg, kaj mrzli gost ledeni breg. V gorkoto mojo se zavi, veselja mi v srce nali. In piti mi ljubezni daj, saj piti rad ti dam nazaj. Naj le jezični zli ljudje za hrbto nama govore. Nič zlega v naju dekle ni, prevarene in ne laži. Le čistost biva v naju dveh, po zemlji pa se pase greh. Spoštovane, spoštovani, zahvaljujem se vam za povabilo na večer poezije Rudolf Meister kot pesnik in dano možnost, da spregovorim. Moram priznati, da ni lahko govoriti o vojaku, generalu, pesniku, slikarju, bibliografu. Kratko in jedrnato. Sem pa ponosen, da lahko spregovorim ob 150. obletnici njegovega rojstva in 90. obletnici njegove smrti. Veste, Slovenci smo potrebovali stoletja, da smo dobili takšnega človeka, ki je znal, hotel in se upal. Potem pa desetletja bil zamolčan in omalovaževan. Rudolf Meister je bil prvi slovenski general v zgodovini našega naroda. Težko bi našli ustreznejšo osebo za to zgodovinsko vlogo. Rudolf Meister je bil tudi izjemna osebnost. Odlikovali sta ga preudarnost in smislenost. Imel je izredni občutek za pravilne odločitve v usodnih trenutkih, ob vsem tem pa je pisal in objavljal tudi pesmi in slikal. Ta plat njegovega življenja je še vedno premalo znana in priznana. Slovenci smo že pred njim imeli ljudi akcije. Meister pa je bil mož akcije z orožjem. Slovenskemu človeku je po dolgih stoletjih
zbudil spoštovanje poguma, odločnosti, bojevitosti in navdihnjenega delovanja za slovensko državnost. Z odločnimi in spretnimi ukrepi pa je Slovencem zagotovil Maribor. Uspešno je organiziral slovenske vojaške enote in z njimi zasedel slovensko narodno mejo od vzhodne Koroške do Radgone. Med vojaškimi osebnostmi v svetu ni prav veliko takšnih, ki združujejo v sebi vojaka in umetnika. Tudi zaradi tega se uvršča v galerijo slovenskih odličnikov, ki jih moramo poznati in spoštovati. Tudi z močjo svoje karizme nas je potegnil za seboj in smo tudi v obdobju 1990-1991 pokazali, da hočemo, znamo in zmoremo, ko se združimo za svoj narod in domovino. Pa tudi, da hočemo svojo pot miru, svobode, demokracije in napredka. Med dogajanji v obdobju 1918-1919 in 1990-1991 je mogoče odkriti številne podobnosti, predvsem po načrtovanjem oblikovanju slovenske vojaške moči, drznih, a premišljenih vojaških akcijah, neustrašnosti, kljub velikanski, vendar trkli nasprotnikovi premoči, predvsem pa glede na odločilne načrte za prihodnost Slovenije. Obeleževanje takšnih osebnosti, kot je bil general Maister, in vseh aktivnosti, ki so zagotovilo našo pot v samostojnost, je potrebno, da se tudi mlajši rodovi zavedajo in spoštujejo naše skupne odločitve in enotnega delovanja za samostojno državo Republiko Slovenijo. Sedaj pa ena generalova pesem. Osveta. Oj, hrka čiv belec čez zlato polje, na belcu pa lep junak sedi, pa lilijo poljsko v roki drži. Oj, lilija čista rumena, ki te rodila, poljana zelena. Odprla pomadno je noč ta cvet, obzori, pa rosa posrebrila ga. Dekle utrgala, poljubila ga in dala v slovo junaku, ki belca na boj je zajezdil v mraku. Ledirjaj, ledirej, na boj ti junak, to bliskalo ostro se jeklo bo, to črne krvi tam steklo bo, a jaz ti bom zvesta ostala, dokler ne bo lilija slana požgala. Oj, hrka čil belec čez zlato polje, oj, hrka 3 dni in noči, na belcu pa lep junak sedi, požgano lilijo gleda in mokro mu čelo in lica so bleda. Oj, hrka čil belec čez zlato polje, na belcu pa bled junak sedi, pa v roki lili 9 drži, oj, bele, rodeče, rumene, ki so jih rodile poljane zelene. Hvala. Lepa hvala, gospod Lisjak. Zdaj pa se nam bosta predstavila Anida Džafič in Tjan Gaborovec Kristjančič. Prosim. Zdaj pa bom prebrala eno bolj simbolično pesem in govori o hiši. In dejansko tista hiša je človek. Tako da ja. Hiša brez oken,
4 zidovi in velika zaklenjena vrata, narejena iz kamna. Veliko časa pozabljena hiša, katere ključe nihče več ne išče. Sveča na mizi je edina oblika svetlobe, ki prostoru med 4 zidovi preprečuje prepustitev popolni temi. Ne glede na to, da je vsa svetloba v sobi odvisna od enega samega malenega voščenega predmeta, lahko ena napačna odločitev vir svetlobe spremeni v plamen, ki se začne v osrednjem delu sobe, počasi vleče vase en kot, potem drugi, tretji. Skupaj z vsemi umetninami na zidovih, dokler ne ostane le še pepel. Dokaz, da je točno na tem mestu obstajalo nekaj, česar nihče in tudi nihče ne bo videl. Nekaj lepega. Svoje pesmi bomo prebrali tudi vsi, ki smo prebrali generalove pesmi. Prosim gospoda Liseka, da začne. Prebral bom 3 moje pesmi. Slovenstvo. Slovenska mati me je rodila. Slovenski oče mi je dal pogum. Slovenska domovina me je vzgojila. Slovenske slave, jaz sem sin. Slovenski dedje so se bojevali, da jezik slovenski je obstal. Slovenski očetje so se žrtvovali, da slovenski narod je ostal. Slovenski sinovi in vnuki, pogumno odšli smo v boj, da jezik in narod končno bo samo svoj. Narodu in domovini svobodo smo izborili. Po stoletjih hrepenenja, zdaj naša je to zemlja. Slovenski ponos je rod ohranil, slovenska preteklost je spoštljiv spomin. Slovenski rod naj večno živi, naj živi še stoletja dolge dni. Druga. Lepo je. Lepo je hoditi bos po travi, po pesku, na morski obali, dihati gorski zrak, užiti poletni hlad. Lepo je poslušati ptičji spev, v dolini glasu odmev, gorskega potoka šepet, zelenega lista šelest. Lepo je čutiti mamin objem, očetov močni prijem, sestre nežen pogled, brata prijazen nasmeh. Lepo je ljubiti domačo grudo, nositi vojaško sukno, domovini biti vdan, svojemu narodu predan. Lepo je ponosno slediti zastavi, ljubezen dajati naravi, življenja se veseliti, domovino v duši nositi. In tretja, imam te rad. Imam te rad kot sonce in oblak, kot vetrič lahak, kot gorski zrak. Imam te rad kot studenca šepet, kot zvezde trepet, kot kometa rep. Imam te rad kot morja šumenje, kot travnika cvetenje, kot listja šelestenje. Imam te rad kot škrjančka sonet, kot lastovke let, kot slavska ščebet. Imam te rad kot zvonov odmev, kot kladiva napev, kot mlina spev. Imam te rad kot zemljana pomlad, kot dežne kaplje hlad, kot jablane sad. Imam te rad kot večerni spokoj, kot vrtnice opoj, kot življenja obstoj. Slovenija, imam te rad. Bodi dovolj mojega branja, zahvaljujem se vam za pozornost
in vam želim vse dobro v življenju. Zdaj, ko se nam bodo svojimi pesmi predstavili še Darinka, Ljuba, Boženka, Marko, Andrej in Mile. Prosim. Spravi še nekaj dodatka lastne poezije. Meni je bilo izjemno lepo, me je vrnilo recimo v tisti ali požgečkalo tam, ker včasih pozabljamo na domovinska čustva. In res hvala za ta vaš prispevek, gospod Lisjak, in tudi za vašo prisotnost danes. Moram pa spomniti Milana, da je dolžan še nekaj povedati o svojemu dedu. Milan, da ne boš pozabil na koncu svojih pesmi, velja? Spomnila sem te. Dobro. Bom prebrala, Andrej je dolžan, ne to narediti, seveda, ampak vseeno. Prebrala bom 3 pesmi iz pesniške zbirke. Jaz sem izdala 2 pesniške zbirke, drugače pišem bolj prozo. Zlatičice, ker sem hotela vse malo pozlatiti, tak je bil moj namen. Svet je velik, svet je gromozanski, tako mislimo. Svet je majhen, tako govorimo. Ko pljuska k nam neznano, trepetavo, sovražno, človeško naplavino. Svet je naš, tako mislimo, in si ga lastimo. On pa je tako daleč, daleč kot sanje, kot oblak, ki ostaja onkraj spominov. Srce ima en sam odmev. Ni več sladkorja v posodi za povzdigujoče dni, ki tonejo v grenkih spoznanjih, da vse, kar si zmogel, je bil zamolkel glas iz daljave. Dokler nisi utrgal medene detelje, je osipal dlaneh na prihajajoče steze odmeva srca. Zgolj enega. Viharnost. Viharjanje viharjev in kolesje melje gladino sveta in se zaman oziraš v zvezde, jih hladno sijejo v neskončnost in teptajo misel, da bi zbežal od vznožja skal in rož v neznane zalive nepredvidenih soparmovka. Sijajno sijajo zvezde na svet, ki se krči in nimaš izbire, ostaješ v vsem, kar te obdaja, ob spajanju teme in svetlobe. Pričakuješ rojstvo novega človeka. Iskrenost. Hvala lepa. Ne vem, če se spominjate, samo naša generacija starejših je v mladosti zbrala ene majhne knjižice, bilo je nekoč. In ta pesem je nastala iz mladosti in današnji času. Bilo je nekoč, so knjižice male, ki o svetu drugačnem so vedno pisale. Na nebu vesolnem so zvezde sijale in zemljo našo se spogledovale. Takrat je tudi zvezdica mala svojo ljubezen na zemlji spoznala in ko fant podaril je svoje srce, jo je vesolje posrkalo, izgubila sta se. Koliko kultur je ta zemlja prehranila, a ob koncu jih je s prahom vse pokrila. Zdaj trudimo se, da bi znali na kamnih prebrati, kaj predniki so nam hoteli zapisati. Bogovi so se včasih na naš planet spustili, nas dobro učili in nas spet zapustili, da bi znali sami razmisliti o tem, kaj dobro je zemlji in ljudem. Vse prevečkrat zdaj odhajam tja na polje milosti, da povem, kaj danes se dogaja tistim, ki pred mano so odšli. Da sonce vse bolj greje, da puščava širi se, da ledeniki se topijo,
in da gladina morja viša se, da to morje, zadnji dom, brez števila je ljudi, ki bežijo pred nasiljem, da v miru nekje živeli bi. Toda vojnim spopadom konca videti še ni, dokler od dobičkov vojne dobro živi kar nekaj ljudi. Mi pa vklopimo novice, TV ekrane gledamo, vsi pretreseni, zgroženi, na to hitro vse pozabimo. Kot da so čustva otopela, ker to se daleč proč godi. Le vest kaplja nam na možgane in nas spati ne pusti. Takrat si potiho priznamo v samoti noči, da nič nismo storili, da se svet spremeni. Toda, če vsak se v sebi spremeni in prižge iskrico ljubezni do narave in do drugih ljudi, tvo življenje nekoč zasijalo v soju nove luči in za namcem pokazalo, da nanje smo mislili tudi mi. Jaz bom prebral eno pesem, ki se sprašuje o nasilju sveta, pa 3 kratke o življenju. Nasilje sveta. Zakaj vladari moči, nesrečneži, razplamtevate jezo nemočnih, strast vrojeno v zemeljski prah, sprejemate kot služabnika smrti? Zatemnjeno srce maščevanja se hrani na prsih mamona v imenu enakosti in revolucije. Zatira v imenu vire, mori za pravice ubogih. Ne slišite krikov mater, vodnjakov življenja, ptic miru, v zari pričakovanja enakosti, spoštovanja drugačnosti. Kje ste besede miru, neizmoljena molitev in neizrečena volja, da bi obsijale ptice nasilja, svet kamnite in ognjevite puščave? Besede so se vtisnile. Stopinje se vijejo po pobočju, zarisujejo se v moj pogled. Govorijo o človeku, ki je hodil pred menoj. Zaupanjem hodim ob njih, korake ponavljam, ki pnejo se brez konca in vračajo ponovno se k meni. V nebo moje duše so se vtisnile besede, najlepše, tiste o miru, o dobrem, o ljubezni. V mladosti sem jih ponavljal avtomatično, kot sta prihajala pomlad in jesen. Danes jih govorim drugim, saj so vse, kar imam. Stopinje. Po tvojih stopinjah hodim, oče, po vaših stopinjah predniki, po svetlobi in sencah, izrazih oči in dotikih rok, po vaši besedi in melodiji, ki valovi v moji duši, po stopinjah zapisanih v skrivnosti nevronov. Moj glas se napaja v odzvenu besed vaših življenj, tam, v galaksiji zavedanja. Pa še pozitiva. Navži se, prijatelj poletnih barv, šelestenja listja v vetru, šumenja borovih vrhov. Vroče julijsko sonce naj se ujame v prsi, ogreje napetost, sprostiti pogled.
Odpoči se na obrazih prijateljev, nahrani se s pogledi razumevanja, osrečijo naj te nasmehi, besede, ki so tebi namenjene. No, ko sem prebral Majstrovo ljubezensko pesem, bom pa še dve iz svoje pesniške zbirke Ljubim, ljubezen, ljubeznivo. Sem pa Andrej A. Golob. Vandrovec. V sončni opravi blešči se jezero, nežno poljubi peščene bregove, z vetrom objame se rožic stotero, travnik prostrani se zlije v gozdove. Krasno hribovje svetovje odpira, gore visoke so močni veljaki, rahla meglica se vmes razprostira, tiha modrina se stika z oblaki. Je pejsaž izborna res milina, za duhovnost podarjen dobrotnik. Sproščujoča tvoja je krajina, jaz v njej zadovoljni sem popotnik. Še ena malo bolj zabavna, ampak zrnom resnice. Bi lahko, pa ni tako. Je vprašanje, kaj bi vse postal, če bi Anico jaz ne spoznal. Ker sparela najstniška somorja in potresnila visokogorja, bi lahko na cesti dušo slačil ali pa v politiki beračil. Se prepiral filozofsko s ptički, skregal tudi z morskimi konjički, se utapljal prazen na alkoholu, zadrogiran pizdil na pomolu, se spadašil s kakšno mračno zmoto, ki požvižga se na vso dobroto. Bi lahko zaljubil se princesko, ki te s košo zmanjša za pričesko. A na srečo, Ano sem spoznal, ter normalen človek jaz ostal. Hvala. Ja, pesmi, ko sem prišel, sem rekel, Andrej, tudi ti boš povedal svojo pesem. Jaz nisem prenesel sabo, ampak na srečo glavo sem in eno pesem vedno nosim v glavi. Ne, ostale ne. Torej, ne morem reči, da vse pesmi nosim v glavi, ampak eno pa. Torej, in to je tako. Če modro je nebo, če nebo je modro morje, oblaki bele ladje, ptice morska bitja, dež in sneg pa plima, kaj smo mi ljudje in kaj se z nami rima. To je ta pesem. Zdaj pa še druga stvar, to bi pa bila lahko bolj prozna zadeva, lahko bi jo bral, zato ker je zgodba napisana, sicer pod drugim imenom, je Hiša pri križu, s podnaslovom Spomin Ivano Kosi. No, ampak to je pa, zdaj so to moji spomini na dedka. Dedka po mamini strani, ki se je pač pisal Kosi. On je bil letnik 1895, seveda. In ko se je začela, ki bi rekel tu, ko je Avstro-Ogrska in ta vojna se je začela, odprla se Soška fronta, on bil leta 1916 poklican in se je znašel tukaj na tem kraškem bojevališču, tu na tej fronti. Do konca je bil tukaj in je v tej loteriji življenja preživel. Kar je bilo nenavadno, mislim, ker veliko jih ni preživelo. Obstaja ena fotografija, ko grejo ti fantje z kovčki, tistimi lesenimi, na Veliki nedeljski postaji, on je iz tistega konca, jaz tudi. In ko grejo ti fantje in gledajo, tako jih fotograf slika in to, ko sem slišal, ki bi rekel, 2/3 jih ni se vrnilo nazaj z te fronte. Ker Štajerci so bili tu na tem delu fronte tukaj, mislim, da
vse se imenuje, kateri bataljon je bil in kaj so oni držali. No, ko pa je on odšel na fronto, vojsko, se je njegov oče, torej moj praded, torej iz tiste hiše, kjer sem tudi jaz, to je moja rodna hiša, zaobljubil, da če se mu sin vrne živ in zdrav, recimo, da bo naredil tako razpelo postavo pred hišo, da takega ne bo daleč na okolje. In sin se mu je vrnil. Zaobljubil se je tole, je šel na Romanje, tja Mariji Bistrici. To je na Hrvaško Zagorje, to je veliki romarski kraj. In ko sin se vrnil, seveda je stekla ta zadeva, sin se je vrnil. Ampak sin, ta Ivan Kosin, ni bil ravno, kako bi rekel, taki. Je bil, da bi šel domov, pa bi doma, spet tam nekaj delal. Oče je bil, smo imeli majhno kmetijo in to, ampak oče je bil pa poštar, državni službi. In on se je priključil majstru, seveda, kot je. Tukaj se, kako bi rekel, vladal je to, kar je, ta leta, kakorkoli je, vojaštva, se priključil majstrom in so šli še osvobajati ne samo Maribor, ampak tisto celo gor avstrijsko, tisto etnično ozemlje Slovenije, še Koroško in tako naprej. Da se je vrnil šele on tam nekje sredi leta 1919 domov pravzaprav. In to. In pol je sledilo, pol se je poročil, imel otroke, tisto razpelo je res daleč naokoli, eno najlepših, največjih bilo in je še danes, še bom povedal. No, in tej hiši se je potem reklo, ki je imelo tako razpelo pred hišo, hiša pri križu. Ko sem jaz bil mali in tako naprej, naši hiši so rekli, hiša pri križu. Odkot si? Hiša pri križu. Vsi so vedeli, kje je to. Zdaj pa zgodba še o Ivanu. On je, pol se imel otroke, torej imel 3 sinove, pa 2 hčeri, torej ena hčer je moja mama, no in 3 hčere, 3 hčere tudi. Ampak to so se raztepli po svetu. Ampak da so se raztepli po svetu, je tudi prispevala začetek druge svetovne vojne. In prvi je bil vpoklican najstarejši sin, Ivan, po njemu imenovan, in ta je šel na rusko, seveda Štajerce so Nemci, kaj bi rekel, vključili, ker to je bila Nemčija, veliki rajh, in to so bili, vključili so nemško vojsko, ta je šel na rusko vojno in 44. leta je pri umikanju že je padel pred Varšavo. Domov so dobili samo obvestilo, padel, konec, nič drugega. Drugi sin je tudi bil, Mirko, je bil v nemški vojski poklican. Na srečo ni šel na tisto fronto, rusko, ampak je šel dol na grško fronto, je bil tam ranjen in je končal v lazaretu v Nemčiji, tam do konca vojne, se je zdravil. In ko je se konec vojne je prišel, on se ni vrnil domov, ker je bila takratna propaganda gori tako zelo močno, da vsi, ki so bili v nemški vojski, da jih bodo v Jugoslaviji, ne vem kaj, zaprli in obsodili in tako naprej. On je se šele vrnil, Mirko se šele vrnil leta 1960, po papirjih in dokazilih, potrdilih, da mu ne bo se nič zgodilo. Še vem, moja mama je rekla, da smo pošiljali papirje, pa naj pride, pa smo tudi sovaščani, prijatelji, sosedje, ki so hodili že v Nemčijo delati in to govorili, pridi dol, ne bo se ti nič zgodilo. No, on se je gori poročil in ustvaril si družino in na koncu gori je tudi pokopan tam pri bližini Stuttgarta. Tako, izginil je iz tega našega slovenskega sveta. Zdaj ostali pa, ki preko doma je samo so ostali, ena je šla hčerka po Sloveniji, odšla v Kranj, tako da so ostali red, tista 2 sta ostala doma in oziroma 3 so otroci ostali doma, so se tam poročili sem in tja, no na koncu danes jih ni nobenega že
več živega. No, spomin pa na Ivana Kosija, to je ostalo, jaz sem, to je mama pripovedovala, pa tudi teta o njem, o svojem očetu, ne, kaj je bilo, da on bil na fronti, ne, to zgodbo o tem križu in zakaj je bil postavljen in tako naprej, ker smo rekli, zakaj je ta pri nas edini, vse nekje drugega ni, ne, in to. In tako slišimo to zgodbo o Soški fronti, vrnitvi, za obljubi, in pa še to, da je šel v to majstrovo vojsko. No, ampak o tem se vseeno kaj veliko ni, ker v tistem času, po 45. letu general Majster, Rudolf Majster, ni bil glih, tako bi rekel, številka 1 in popularen in tako naprej. Se ni toliko govorilo. Čeravno je bil to iz tistih naših koncev, no, koncev je živo tam gori v Slovenskih goricah na koncu svojega življenja, pa tudi njegov očeto, rojstno mesto je Ptuj, ne, tako da on je imel veze s Štajersko, ne, in to. Ni se govorilo, to se pol šele, ko smo govorili, ko je Majster, ja, ko je po 91. letu in to, Majster in tako naprej, ja, sej nas je nekaj, ki bi rekel, ki so imeli svoje dede v tej vojski, ki je osvobajala takratno in bi še verjetno več osvobodili tega etničnega ozemlja. Če bi ljubljanska oblast jim dala, ki bi rekel, zeleno luč, kajti ljubljanska vlada takratna ni bila blago naklonjena vsaj v enem času od generala Majstrov. No, to je to. Zdaj, tale hiša pri križu, križ je zdržal marsikaj, sneg, led, vročine in tako naprej, ne, zdaj, ampak, kako bi rekel, čas napravi svoje. Marija je še bila najboljša, na koncu vzdržljiva, ne, Kristus pa je že malo se načel. In smo ga pol pred leti dali popraviti. In zdaj ravno to je trajala restauracija kar 1 leto, ker se dela to spet za 100 let naprej. Ne. In zdaj te dni mi je ravno restaurator sporočil, da drugi teden pa je končana zadeva. Tako da se bo dalo lahko spet nazaj. Hiša pri križu bo še dalje hiša pri križu. O samem Ivanu pokopan je tam, na velikonedeljskem pokopališču, žena in tako naprej, vsi so tam. Kaj je od njega ostalo? Ja, to bi rekel, spomini. Zdaj, mi, ki smo, to bi rekel, vnuki njegovi, mi vemo, zdaj tudi drugi vejo, še, ki bi rekel, tisti bližnji sosedi, nekaj slik je še, ne, o tem, ampak veliko pa je šlo nič v tistem obdobju on je umrl leta 64, v tistem obdobju po 45. letu in tako naprej, ko se je ker je on živel na koncu v neki drugi hiši, pol na koncu, tam je se pa, to bi rekel, veliko se pa je izgubilo. Tako da to, tak je pač življenje. To te čaka. Lahko oblikujemo pa en predlog, ker si lepo zanaliziral, recimo, da praktično Nova Gorica pa cel ta del nima ene ulice imenovan po generalu Majstru. Lahko damo pa predlog skupaj, ne? Ja. To bi pa lahko naredili. Na mestno občino Nova Gorica ne najdejo eno ulico. Ali pa, ko bojo načrtali novo ulico, ko bo kaj naredili. To se pa da. Točno tako, zakaj da ne? Ker dejansko, mislim, še mi dovoliš, Andrej, samo še to, res, zahvaljujoč svoji pobudi, smo se tudi tu posvetili, to naš Goriški literarni klub, v sodelovanju z tudi veterani, lahko rečemo v tem primeru, da je pripravil ta pesniški večer. Ker kljub tej, da je leto Majstra, se očitno v Novi Gorici ne bo nič zgodilo. Tako da smo lahko kar... Res, Andrej, hvala lepa, resnično.